Tisti gre en stari mož, hamtarata stari mož, hamtarata stari mož. Na hrbtu nosi strgan koš, hamtarata strgan koš, hamtarata strgan koš. Dober večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni v knjižnici Domžale. Z javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z območno izpostavo Domžale, knjižnica Domžale že dolgo sodeluje. Skupaj pripravljamo dogodke, ki potekajo mesečno in poimenovali smo jih Kulturna društva se predstavijo. Danes je z nami Društvo Šola zdravja in njihove ljudske pevke, ki jih seveda prav lepo pozdravljam. In pa kar predajam besedo gospe Ireni Mandl. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani gostje, drage sošolke in sošolci, lepo pozdravljeni. Želim si in upam, da bomo danes preživeli en lep večer. Med nami lepo pozdravljam nekdanjo predsednico, častno članico Društva Šole zdravja, gospo Zdenko Katkič. Dovolite mi, da vam na kratko predstavim našo zgodovino in naše aktivnosti. 9. decembra leta 2008, torej pred 16 leti, so Zdenka Katkič, Majda in Jože Kocmur, Jelka Barlič, Nica in Rajko Flerin, Marija Majcen, Jelka Levec ter pokojni Brane Skol začeli z jutranjo telovadbo po metodi 1000 gibov avtorja dr. Nikolaja Grišina. Lokacija telovadbe drevored 88 lip. Danes je v Društvu Šole zdravja 5462 registriranih članov, zbrani smo v 251 skupinah v 90 občinah širom Slovenije. V Domžalah je 7 skupin. Telovadimo v Radomljah, na Viru, v Športnem parku, Ihanu, Stobu, Depali vasi in drevoredu 88 lip. Domžalske skupine štejemo skupaj 145 članov. Telovadimo v vsakem vremenu, zjutraj od 7:30 do 8 ure, od ponedeljka do sobote, nekateri od ponedeljka do petka, nekateri tudi ob praznikih. Metoda 1000 gibov omogoča, da v 30 minutah razgibamo skoraj vse sklepe, od prstov rok do prstov nog. Zaporedje vaj je skrbno izbrano po pravilu postopnosti, od znane do neznane, od lažje do težje vaje, od slabše do boljše izvedbe, od manj do več ponovitev. S primerno aktivnostjo pospešujemo prekrvavitev in izboljšujemo mišično moč, ki nam omogoča boljšo držo telesa, ravnotežje, boljšo gibljivost in vzdržljivost. S tem krepimo svoje telesne in psihične sposobnosti. Vsaka skupina ima vaditelje ali vaditeljice, ki po dogovorjenem urniku izvajajo vaje, člani pa jim sledimo. Aktivnosti članov v domžalskih skupinah so različne. Zelo radi kolesarimo, imamo pohodno skupino, zelo radi se tudi potepamo in raziskujemo kraje po Sloveniji. Pri vsem tem gre torej za medsebojno druženje, hkrati s tem pa naredimo še nekaj za telo in duha. V okviru Društva Šole zdravja izvajamo tudi program Vaje za moč, ki so jih sestavili strokovni sodelavci Društva Šole zdravja, ter projekt Dihamo z naravo, avtorja Andraža Purgerja, profesorja športne vzgoje. Vodstvo društva se trudi omogočiti članom večdnevna aktivna letovanja v Veržeju, Debelem Rtiču in Krkinih termah z ugodnimi popusti. Trenutno si prizadevamo pridobiti še kakšne ugodnosti tudi v termah Snovik. Kar nekaj popusta so nam namenili v Medeksu, Alpini Žiri in Kopitarni Sevnica. 3. decembra 2009
se je v društvo vpisala Marika Haller. Prvovodkinja je kaj kmalu slišala in prepoznala lepe glasove naših članic in ustanovila skupino pevk Društva šole zdravja, zbranih iz skupin Drevored 88 lip, Športnega parka in Paviljona. Trenutno skupina šteje 12 pevk. Marika je tudi avtorica priredbe naše himne Vem, da danes bo srečen dan, sicer avtorja skladbe Tomaža Domicelja. In vem, da bo v naših srcih srečen tudi današnji večer. Dekleta, izvolite, oder je vaš, pesmi so vaše in tudi naše. Danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Vedno zjutraj razgibam se, da Domžale zbudijo se. 1000 gibov, da nisi bolan, sonce, oj, dober dan. Vsako jutro telovadimo, v ponedeljek zvečer pa pridno vadimo v prostorih MGC-ja. Pojemo slovenske ljudske pesmi na ljudski način, po večini znane, tako da lahko poslušalci zapojete z nami. Oj, lepo je res na deželi, deželi. Oj, lepo je res na deželi, kjer hišca na samem stoji. Okol so pa travnik zeleni, zeleni, zeleni. Okol so pa travnik zeleni, to mene najbolj veseli. Vsak kmetič ima svoje veselje, veselje, veselje. Vsak kmetič ima svoje veselje, če vedno pošteno živi. Čez dan si zažvižga, zapoje, zapoje, zapoje. Čez dan si zažvižga, zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi. ena ptička priletela, ena drobna ptičica, in je prav lepo zapela, mi srce tolažila. o pomladi Je zapela, ko je gnezdo splitala, ko je travca zelenela, zelenela lipica. in tako Ko mi je zapela in tako povedala, da ljubezen je bolezen, se ozdraviti ne da. morje Suho prej postane,
greje ostrmi, kot ljubezen prava ugasne, kadar enkrat zagori. kot Ljubezen prava ugasne, kadar enkrat zagori. Po telovadbi in po himni včasih zapojemo ob praznikih za rojstne dneve in ob posebnih priložnostih. Ta teden ima rojstni dan Nada. Prisvetila rajska zarja ravno na tvoj rojstni dan. Bleda luna zasijala in napočil beli dan. Duhu hočmo k tebi vstopiti, srčno željo ti voščiti. Bog ti daj še mnogo let na svet živet. Anglo vrhu te zročimo, mnogo sreče ti želimo. Bog ti daj še mnogo let na svet živet. Bog ti daj še mnogo let na svet živet. Pripraviti se moramo za tončko. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Tončka, vse najboljše za te. Naj ti rožce cveto, naj ti ptički pojo, bodi zdrava in vesela, bodi srečna vse dni. Ne smemo pozabiti na našo Ivano. Sicer se let že od žensk ne govori, ampak Ivana ima pa tak jubilej, 90 let bo praznovala, da to se pa že sme povedati. Sem Deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle. Kot slavček veselo bi pela, da daleč razlegalo se. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Zakaj bi vesela ne pela, zakaj bi vesela ne bila? Saj vsak krog mojega čela mi sapca skojetna flitlja. Tra-la-la, 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 tra-la-la-la. tudi tole bo kmalu na vrsti svojemu rojstvenemu dnevu. Nekdo gre po cesti, pa nese bombone, jaz sem pa mislila, da je moj Tone. Tum-tarata Tone, ki nese bombone, jaz
Jelka povedala o pohodništvu, ki ga vodi iz 88 lip skupine. So se pa podružili tudi drugi. Jelka, lepo prosim. Ne bom vašla. Ne, jaz sem ena od pohodnic, ki že hodimo od leta 2012. Začel se je pa tako, po telovadbi smo šli na kavo in smo se zmenili, če ne bi enkrat v tednu šli na pohode. Tako smo se določili, da jih hodimo vsak torek po različnih krajih občine, včasih malo dlje, da se vpeljemo kam, pa spet hodimo. Prehodili smo od 12 letih 6280 km. Povprečno pa prehodimo vsako leto 500 km, vsako leto. Pohodnikov je pa različno, od 8 do 10, na torek, ne, pa kva še ne povem. Da se imate fajn. Ja. Hodimo tudi v Tamar, Kranjsko goro, Veliko planino, tudi na morje se odpeljemo z vlakom ali pa z avtobusom. Pohod traja od 8 do 13 ure, včasih pa malo dlje. Odvisno kam gremo. Zmenimo se pa skupaj, v katero smer bi šli, pa odvisno od vremena. Ne vem. O sodelovanju pri akcijah v občini nam bo poročal Feri. Hvala. Jaz sem bo vseeno sem postavil. Ne le pridno, vse mojega moškega mena. Tako. V občini je v bistvu sploh ni bilo nobenih problemov, kajti ko se je društvo Šola zdravja ustanavljala, so bila kar 2 ali 3, smo bili v svetu največje krajevne skupnosti, to je Slavka Šlandar in sem bil celo predsednik. Pa Marika je bila in tako dalje. Tako da v bistvu, čim smo ustanovili ta prvo grupo in naprej, smo se vključili tudi v različne akcije, zlasti kar se tiče občinskih akcij. Tesno smo sodelovali z Zavodom za šport, to ne pozabimo, da smo v začetku bili tako kot športna, zdaj smo pa bolj kot humanitarna organizacija, da smo tam sodelovali v celi vrsti športnih tekmovanj, atletskih, tekih, da je celo na balkanskem neko prvenstvo, ki je bilo tlele, kot časomerilci, garderoberi ali pa čuvaji. Potem drugo moramo povedati, da smo skoraj zmeraj prisotni v čistilnih akcijah, ki jih organizira občina Domžale kot taki, in da smo v bistvu tudi zastavili neki en projekt, kjer smo tesno se udeleženi z medgeneracijskim centrom, kjer vozimo enkrat mesečno z vozički vse te nepokretne naše občane po domžalski občini. Zadnjič tak velik izlet je bil zeleni dan občine, kjer smo kar 32 tehle pripeljali na mesto samega dogajanja, so bili zelo veseli. In drugo, da v bistvu skoraj vse preditve na tržnici ali pa v Češminovem parku so vezane z našo udeležbo. Udeležbo tehle deklet tlele in ne pozabimo še nekaj, do covida smo mi imeli tudi folklorno skupino. In tle kar stoji nekaj deklet, ki so v folklorni skupini tudi plesali in smo bili unikum v bistvu od vseh teh skupin Društva Šole zdravja po Sloveniji, kjer je bilo meni se zdi 22 plesalcev ali plesalk, Boža Bavre je to tudi vodila in tle so tudi stoječe pevke, ki so to sodelovali. No, po covidu se nismo več sestali. To, kar je pa že bilo rečeno, druženje je vezano tudi na vse naše jubileje in nepozabno, mogoče kar so premalo zdaj povedali, je to, da oni nastopajo tudi po vrtcih, po šolah in po domovih počitka. Da v bistvu to je zelo pomembno, ker
vsi ti starejši so prav teh pesmi nekje željni. Jaz pojem v komornem, ko mi pridemo, nam sicer ploskajo vse, ampak gledajo, ker tega še niso slišali. In pol na koncu ponavadi rečemo, no zdaj pa zapojte nekaj, pa damo kako tako čist domačo, da jo lahko imajo. Tako da bi seveda to bilo to. Če pa slučajno kakih oranževcev na kakšni občinski proslavi ni, mene že takoj vprašajo, ker jaz sem korenček, ker skozi hodim v tem. So rekli, ko bo ta HB korenček, ker lahko hodi v tem oranžnem. Ko pa jaz povem, ja, se nas niste povabili, ne, mi bi prišli povsod, ne, ni problem. Tako da v bistvu po vseh prireditvah smo prisotni in tudi mislim, da je z nami tudi na ta zeleni dan Oren telovadila županja, tako da sem gledal, da se je celo preznojila. Nismo pozabili na vrtce, nismo pozabili na domove, kar 20 nastopov skoraj letno, v 11 letih to pomeni 220 nastopov smo upravili in najlepše je v vrtcu. Se strinjate, ne? Ja. Vrtec nam da veselje, energijo, zadovoljstvo in smo res do naslednjega nastopa kar boljše volje. Otroci so taki, kot so in veliko dogodkov in veliko stvari se je dogajalo v tem času, da smo se skupaj nasmejali. Mi vedno, ko pridemo, zapojemo 4 ljudske pesmi z ne tako slabo vsebino, s prijetno vsebino. In pri vsaki pesmi jaz povprašam otroke, kaj se bo dogajalo, kaj se dogaja v tej pesmi. Bom vas vprašala, ko bomo zapeli, da jih navajamo na poslušanje, ker poslušati je danes zelo težko. In tak primer smo imeli pred kratkim v Ljubljani vrtcu in Domžalah vrtcu. Moram povedati, da so Domžale perle, pa jaz mislim, da so slabe, ampak perle proti Ljubljani. Resno. Krasno sodelujejo in mi smo prišli tako daleč, da se ne ponujamo, nismo več pocestnice, ampak enostavno nas pokličejo, dekleta na klic. Oni pokličejo, imate čas, pridemo. Otroci se menjajo, vzgojiteljice ostajajo, mi se pa pomlajujemo in prihajamo v vrtce in v skupine. In moram reči, da smo v Češminovem vrtcu 4-letnike imeli najlepši nastop glede na disciplino, sodelovanje in vse. 100 komadov, bi rekli tam mladi, 100 komadov je sedelo tam noter 4-letnikov. In tiste male ročice so nam ploskale, da smo vse kar poskakovali, ko smo prišli k njim. No, torej, kaj zapojemo? Boste slišali zdaj, ne bomo 4, bomo samo 2. Ampak, naprimer, pri prvi pesmi vprašamo, katera žival pa nastopa v naslednji pesmi. In poslušajte, prosim, da Dekle je po vodo šla na visoke planine. Dekle je po vodo šla na visoke planine. Vodo je zajemala, zajela, vodo je zajemala, je ribico zajela. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti,
bila je usmiljena, je ribico spustila. Deklica bila je usmiljena, je ribico spustila. Ribica Je zaplavala, je dekle poškropila. Ribica je zaplavala, je dekle poškropila. Katera žival je nastopala? Krokodil. Ko smo bile na začetku v vrtcu v Dobu, je bilo to vprašanje, ta pesem, in mi vprašamo potem, kje je žival, krasno znate, vse ste povedali. Kam je pa ribica potem šla? Kam je pa šla? Pa se oglasi tam zadaj ena deklica. Hladilnik. Meri je pa takoj dodala vprašanje, a je tvoj očka mogoče ribič? Ja. Torej, po našem petju pride petje skupin. Vsaka skupina zapoje in je nagrajena s pesmarico ljudskih otroških pesmi, ki smo jo tudi sestavili in jo podarimo. No in po tistem petju otroškem pride pa že telovadba. Ema, ne, jaz rečem, babica Ema bo z vami telovadila, ne, ja. In imajo telovadbo in so res spet dogodivščine take in otake, ne. No in ko to pa zapojemo skupne pesmi, otroške, ki jih oni znajo, mi znamo, nazadnje pretečejo med nas, se primemo za roke in mi se imamo radi in je tako zaključek tega dneva. In temu dogodku rečemo projekt Šola zdravja se predstavi. Lepše se ne moremo. No, malo težje je vprašanje. Koliko lutk nastopa v naslednji pesmi? Število. Ali pa če jih da štejete pesmi. Prijateljice, lutke, dober dan. Kraljice iz sveta, otroških sanj. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice, lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica. Volk kozličkov 7 in mama kozica. Cefer in cefizer, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica. Volk kozličkov 7 in mama kozica. Cefer in cefizel, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, lutke, dober dan. Bomo zaključili s projektom Šola zdravja se predstavi in se premaknili v projekt s pesmijo Do boljšega spomina. Pesmi, ki se jih v domovih spomnijo, so 100 let stare. In če so pa 20 let stare, jo pa ne znajo.
Ampak mlajši, ki prihajajo v domove, manj znajo starih slovenskih ljudskih pesmi, kar nas kar žalosti, ker ta pesem mu res obudi prijetne spomine. Ljudje se smejejo, jokajo in podobne stvari in ne razumejo, kaj pojejo. Ne? Če pa še pridejo takile sončki zraven in da z njimi zapojejo, da skupaj pojemo, je pa to nekaj najlepšega. Oni res oživijo, se spomnijo dogodkov, zato najraje zapojemo kakšno ljubezensko, takrat se sigurno malo nasmehnejo. Naša Špela je molila, da bi se enkrat omožila, da ji ne bilo treba več po zimi mrzle kamre gret. Ko tako je vzdihovala in jokala, ženin potrkal je na njeno majhno okence. Oj, preljuba moja Špela, aj se bova midva vzela, me zamljubi Bog je djal, da bom nocoj tvoj kamri spal. Naša Špela vsa vesela, ga je kušnila, objela, zahvalila je Boga za ta krušnega moža. Rinko kupla za poroko, zlipko dolgo in široko, vsaj jezinček ali pa dva, naenkrat bosta čivkala. Saj jezinček ali pa dva, naenkrat bosta čivkala. Naša Špela. Jaz bi še Špelo Naša Mati kuha kafe, od same cikorje. Naša mati kuha kafe, od same cikorje, ma samo da je. Naša Mati kuha kafe, od samega ječmena, naša mati kuha kafe, od samega ječmena, ma samo da je. Naša Mati kuha kafe, od same rži, naša mati kuha kafe, od same rži, da vsak hiša smrdi. Žgali smo Ječmen zrne vse, pa je vinjalu, žgali smo ječmen zrne vse, pa je vinjalu, ma kukar kafe. naši Stari pravijo tako, daje mi želja, naši
ta stari pravijo tako, da je mižerjama zdaj je lepo. Iz doma ne gremo nikoli, da ne bi vsaj 10 minut prepevali skupaj z njimi. Jaz sem tisti povezovalec, ker sem pri njih vsak teden, da vem, kaj znajo oni, kaj znamo mi in povežemo te pesmi in prepevamo. In takrat je pri njih veselje, veselje skupnega petja in tudi danes ne boste šli domov, da ne bi zaključili skupno pesmijo. In rekla bi, pesem in telovadba gre takrat lepo skupaj. Zjutraj se natelovadiš, okrepiš telo, zvečer pa porabiš pri petju. Ja, pa dajmo ta zadnjo. Ah, snoč pada. Ah, snoč pada. Ah, snoč pada. Snoč padal je, slnca padla na zelene travnike. Men je zdravca pomorila, vse te žlahtne rožice, vse te žlahtne rožice. Amen pa Pa ni za rožce moje, če jih slanca pomori. Amen je Men je le za dekle moje, če me ona zapusti, če me ona zapusti. Oj, če me rajta zapustiti, moraš prej povedati, da bom vedel vas hoditi, eni drugi ljubici, eni drugi ljubici. prav na sredi mojega srca, ena rožica cveti. Če ne boš je zalivala, se gotovo posuši, se gotovo posuši. s čim jo bodem zalivala, primam vinca ne vode. Jaz jo bodem zalivala, svojimi grenkmi solzami, svojimi grenkmi solzami. Hvala za obisk in ponesite v svet to, kar ste danes doživeli. Gremo dol. Gremo dol. Ne, za fanta. To so bolezni. Se vseeno, če znate ali pa ne. Tisti gre en stari mož, hamtarata stari mož, hamtarata stari mož. Na hrbtu nosi strgan koš, hamtarata strgan koš, hamtarata strgan koš. Iz koša baba kukala, hamtadrata kukala, hamtadrata kukala. Pa ga za brado
cukala, hamta drata cukala. Ko Pride didi gor na mus, hamta drata gor na mus, hamta drata gor na mus. pa Vrže babo dol čez mus, hamta drata dol čez mus, hamta drata dol čez mus. joj Babo vodi čofota, hamta drata čofota, hamta drata čofota. a Didi se pa krohota, hamta drata krohota, hamta drata krohota. Patja povod gredo, švižnajo in pojo, jaz pa piščalko imam, švižgat ne znam. Včasih je luštno bilo, zdaj pa ni več tako, včasih smo vince pil, zdaj pa vodo. Včasih ga rada ima, včasih pa godrnja, včasih pa kjer ga vid, prav le še prid. če mi lučka Ne gori, mi pa mesec sveti. Marika Ne, če mi lučka ne gori, mi pa mesec sveti. Mene pa srce boli, moram tu sedeti. Pa zakaj? Pa zato, ker ga snočkaj ni bilo, ker ga snočkaj ni bilo, pa prišel bo. Kdor je truden, naj gre spat, jaz pa bom bedela. Ljubega bom čakala, pri oknu bom sedela. Pa zakaj? Pa zato, ker ga snočkaj ni bilo, ker ga snočkaj ni bilo, pa prišel bo. Pride rad k meni spat, milo me košuje, celo noč se k meni tiši, pa me zapeljuje. Pa zakaj? Pa zato, ker ga snočkaj ni bilo, ker ga snočkaj ni bilo, pa prišel bo. Da sam povem, dekleta, ne veste, kdaj bomo doživeli tak aplavz, da bomo mogli dodati. Boste potrpeti, boste potrpeti. To se je Marika zmislila, zmer tak aplavz doživimo. Še boljša. Ere, če bi pri nas tole zapel, vržemo takoj iz zbora. Ne, se neče, se neče. Sam?